Močna eksplozija v bagdadskem okrožju Sadr City je ubila vsaj 18 ljudi, ranila pa več kot 90. Tiskovni predstavnik iraškega notranjega ministrstva je povedal, da naj bi do eksplozije prišlo zaradi okvare oziroma detonacije predpolnilnika streliva. Varnostne sile so že začele s preiskavo dogodka. Policijski viri trdijo, da je bilo strelivo shranjeno v mošeji, kjer je med prenosom streliva do bližnjega avtomobila prišlo do nepredvidene, vendar izjemno močne eksplozije. Da je bilo strelivo skrito v mošeji, so potrdili tudi nekateri očividci. Zgodba zaenkrat ne ponuja popolnoma točnih oziroma relevantnih podatkov, saj je tiskovni predstavnik ministrstva najprej govoril o terorističnem napadu na civiliste, čeprav še vedno ni jasno, zakaj je prišlo do eksplozije in zakaj je bilo eksplozivno sredstvo shranjeno v mošeji, ki so ga nato želeli prenesti v bližnji avtomobil. Sadr City velja za nekakšno trdnjavo nacionalističnega klerika Moqtada al-Sadra, katerega politični blok je zmagal na parlamentarnih volitvah 12. maja letos. Avtocesta, ki povezuje Homs, tretje največje sirsko mesto z osrednjo regijo Hama, se je ponovno odprla po letih zaprtja zaradi vojne. To je še en dosežek pri sanaciji avtoceste M5 po sanaciji avtoceste, ki povezuje Damask s Homsom. Avtocesto M5 imenujemo tudi mednarodna, saj povezuje dve od najbolj gosto naseljenih provinc, Damask in Alepo. Avtocesto so leta 2011 zaradi državljanske vojne zaprli. Ko so se sredi maja iz severa Homsa umaknili še zadnji uporniki, je sirijska vlada v celoti prevzela nadzor in začela z obnovo avtoceste. Nadzor nad avtocesto bo okrepil tudi vladni nadzor nad tem območjem in pomembno vplival na Sirijce v družbenem, političnem in gospodarskem smislu. Plastični odpadki in strupene kemikalije, ki so jih letos našli v oddaljenih predelih Antarktike, kažejo, da se onesnaževanje širi na vse konce Zemlje, so povedali neodvisni raziskovalci skupine Greenpeace. V 9 od 17 vzorcev vode, zbranih na Antarktičnem polotoku v začetku leta 2018, so odkrili mikroplastiko, ki nastane pri razgradnji nakupovalnih vrečk, pa vse do avtomobilskih pnevmatik. V 7 od 9 vzorcev snega, ki so jih odvzeli na kopnem, so našli kemikalije, znane kot PFA, polifluorirane, alkilirane snovi, ki se uporabljajo v industrijskih proizvodih in lahko škodijo živalim. Okoljska agencija Združenih narodov pravi, da je plastika onesnažila vse od Arktike do Antarktike, vključno z Marijanskim jarkom, najglobljim delom svetovnih oceanov v Pacifiku. Vlade bi tako morale razmisliti o prepovedi ali obdavčitvi plastičnih vreč in ostale nepotrebne plastične embalaže.